Vlada Alenke Bratušek z veliko lahkoto pošilja finančnega ministra po nove kredite, se pravi zadolžuje državo in z lahkoto v dneh sprejme tudi odločitev zviševanja DDV-ja. Mislim, da bi morali tudi v luči odgovora, ki ga moramo dati Evropski komisiji zaradi ta neskladja v našem proračunu, se tega problema temeljito lotiti tudi odhodkovne strani, katere se enostavno ne dotakne in na koncu najti tudi določen konsens v družbi, kako bomo živeli naprej. To, da je 2 dni dovolj, da se enostavno opozicijo ukrivi za fiasko te vlade, vzroke za propad zakona išče 8 let nazaj in tudi že določi novo stopnjo DDV-ja, enostavno govori o tem, da vlada ne misli vzpostaviti nobenega dialoga in da bo pač v svojih manirah delovala naprej. Po drugi strani slišimo tudi finančnega ministra, ki izjavi, da je pač en poskus spodletel. Sam mislim, da bo vladi in pa njemu spodletelo še veliko poizkusov. K sreči pa je gospod Čufar, finančni minister, ni kirurg, kajti tam je posledice hujše. Menite, da bi kdo moral zaradi teh posledic odstopiti? Predsednica vlade je na zakon o davku na nepremičnine in pa na zaprte finančne posledice po proračuna vezala svojo zavodnico in odgovor je na dlani, kdo je odgovoren za to neumnost, ki imamo v državi. Kaj pa to pravi predsednica, mislim, da pravijo v koaliciji, da gre zgolj za 2% proračuna? Takrat, ko so sprejemali ta davek, so ga sprejemali za veliko večjo lihto, kljub opozorilom, da na napačnem mestu poskušajo zajeti prihodke za državni proračun, so vztrajali in konec koncev tudi ta proračun na ta način zaprli. Mi se zavedamo, da gre za slabo 2% vseh prihodkov in odhodkov, ki se vrtijo skozi državni proračun, zato smo še toliko bolj prepričani, da je moč najti tudi na odhodkovni strani določene rezerve. Naš član naše stranke, ki je danes direktor zdravstvenega doma v Ljutomeru, je v enem letu uspel iz 3% minusa v zdravstvenem domu priti na 7% plusa. V enem letu, brez da bi kogarkoli odpustil, je stroške ene od javnih institucij zmanjšal za 10%. In tako bi se bilo potrebno sistematično lotiti podsistema in po malem te luknje, ki so nastale skozi ta leta, zamašiti. Ne pa enostavno koketirati z volivci in enostavno poskušati izpolnjevati nekaj, kar je nemogoče in mlado generacijo enostavno zadolžiti za desetletje. Kaj pa posledice za gospodarstvo, če se še enkrat vrnemo k dvigu DDV-ja? Vemo, da to odganja zlasti in Kar se tiče teh posledic, bodo zagotovo manjše, kot bi bile ob tako neumnem davku na nepremičnine, kjer so predvsem drobno obrt tistih, ki ustvarjajo nova delovna mesta, enostavno bi pritisnili ob zid in enostavno niso imeli izhoda. Sam DDV zagotovo pomeni padec potrošnje in pa konec koncev pri tistih, ki prisegajo na socialno državo, se morajo zavedati, da bodo dobrine vse dražje in tisti, ki bodo imeli najnižje prihodke, tudi v tem primeru potegnejo kratek konec. Je pa praktično v enem letu vladi gospe Alenke Bratušek uspelo, da je zadolžitev pripeljala na gromozanskih 80% BDP-ja, očitno jih bo pa tudi uspelo, da bo DDV v 2 valih spravila iz nekje evropske sredine na zgornjo mejo DDV-jev, ki so še sploh v Evropi. Tako da vse, kar je bilo moč imati kot nek pufer za hujše čase, je ta vlada skorila v enem letu. Najlepša hvala.